Živijo, bolj tukaj, gledajte, slon je easy, jaz tukaj razumem slon, najbolj easy način. Evo, Gašper, ta filmček je zate, ker prej si mi napisal, če ti lahko pomagam oziroma če ti lahko razložim, kako pretvarjamo odvisnike v stavčne člene oziroma kako stavčne člene pretvarjamo v odvisnike. In pač, lahko bi ti napisal direkt pisan odgovor, ne? Ampak se mi je zdelo kar zanimivo vprašanje, pa mogoče še koga drugega zanima, kako to pretvarjamo. Zato bom kar takole, oziroma sem kar takole posnel filmček. Ker pa imam zdaj v snova, ne. Še prejem pa, kaj v bistvu so odvisniki, bom povedal zdaj. V bistvu odvisniki so, sam na hitro bom povedal, zato ker imam že 8 filmčkov o odvisnikih posnetih in si jih lahko ogledate, ampak v glavnem. Odvisniki so poved, ki je sestavljena iz 2 stavkov. En je glavni stavek, en je pa odvisni stavek. Odvisni stavek lahko večino časa prepoznamo po veznikih. Naprimer tukaj, ko imam, ko bo ura 8, se odpeljem v šolo, ne. Tale, ko že takoj vemo pač, da se nanaša na čas in ta je v tem primeru veznik. Ko bo ura 8 je odvisni stavek in pač se nanaša na čas, ne. Pa kako bi tega pretvorili v stavčne člene? Ko bo ura 8, bi lahko tudi rekli kdaj pač, ko bo ura 8 ali pa kdaj ob 8 in ob 8 je stavčni člen, ne. Torej ob 8 se odpeljem v šolo. Pa ste videli, odvisnik ima vejico med stavkoma, saj to je tako treba imeti, ne? Ampak pri stavčnih členih pa ni vejice, zato ker je to en stavek oziroma ena poved. Ko bo ura 8 se odpeljem v šolo, je odvisnik, pretvorimo pa v stavčni člen, tako da damo namesto ko bo ura 8, ob 8 se odpeljem v šolo, ne. Ali pa naprimer, lahko bi dali tudi, kdor uči slovenščino, mora imeti dobre živce, ne. Kdor uči slovenščino, bi lahko tudi zamenjali z učiteljem ali pa učiteljico. Torej, učitelj ali učitelj slovenščine morata imeti oziroma mora imeti dobre živce, ne. Okej. To smo zdaj, kako odvisnike v stavčne člene pretvorimo. Kako pa stavčne člene pretvorimo v odvisnike? Tukaj imam primer. Tat je vedno na begu, ne. Tat je stavčni člen, to itak, da je jasno. Zdaj pa tat bi lahko spremenili v odvisnik, tako da bi dali namesto tat, bi v bistvu dali nekako pojasnjevalno poved. Torej tat oziroma kdor krade ali pa kdor jemlje stvari, ki niso njegove brez privoljenja druge osebe. Oziroma brez privoljenja osebe, čigave stvari so. Ta se malo bolj jezik zavija, ampak kdor krade je vedno na begu ali pa kdor jemlje stvari brez privoljenja je vedno na begu, ne. Ali pa pilot letala ima zanimivo službo. To bi lahko dali tudi, kdor pilotira, ima zanimivo službo, ne, tako neke vrste pojasnjevalna poved je to. Oziroma odvisnik. Tat je vedno na begu, kdor krade je vedno na begu. In to tudi moram še povedati, preden zaključim filmček. Tukaj, ko bo ura 8, ne, se nanaša na čas pri odvisnikih. Samo kaj se pa na čas nanaša pri stavčnih členih? Prislovno določilo časa, ne. Ali pa za tole kraj, v mestu, ja, v mestu bi bil tudi primer, oziroma ob hiši raste prečudovita jablana. To bi lahko tudi dali, kjer stoji hiša, raste prečudovita jablana, ne. Torej, če se nanaša na pač kraj pri odvisnikih ali pri stavčnih členih, se bo pol tudi nanašali kraji, pol ko pretvorimo, ne. Pri odvisnikih, če je čas, je ko pa pretvorimo v stavčni člen, je pa tole prislovno določilo časa. Ampak v glavnem, to je to. Upam, da vam je zdaj ta snov malo bolj pač jasna, ne. In upam, da se še kdaj drugič vidimo. Mogoče všečkajte ta filmček in mogoče se do nočne in tukaj na slon easy. Lepo se imejte. Čau.